Tako, hvala lepa. Mislim, da nas je Tamara vpeljala pravzaprav v tisto bistveno spraševanje, ki ga smo pravzaprav prihodnosti dolžni. In ta prihodnost je pravzaprav že v naslovu zelo zanimiva. Mi imamo namreč črne bukve, ki jih lahko korespondiramo s črno knjigo komunizma, ki jo pa Slovenci še nimamo. Se pravi, je to prva naloga, ki se nam postavljajo. Drugo pa je, zdaj imamo tudi 25 let ponatisa in tukaj je, tudi če se ne vidi to bistveno, tukaj je ena polemika, v katero smo se zapletali. Se pravi, jaz sem takrat malo kokodajstov nad črnimi bukvami. Ivo, tukaj prisotni prijatelj, me je razglasil za bolševika, vmes je pa Jože Pučnik pač nekako napeljal, da črne bukve niso Demosove, ampak jaz bi tako rekel, da mogoče, če pogledamo po 25 letih, je Ivo v tem zadnji nadaljevanki v Pohorskem odredu dal en etični temelj, ki pa pove, da je treba te naše prednike nekako razumeti. Tukaj pogledajte, to je en zanimiv članek, Neizprosen boj komunizmu, in v to je bila zavita tale knjiga Krimučencev. Potem pride povojna doba, pride Borovo, ampak v to knjigo je pa zavita Rdeča pijana leta 51. Te knjige mi je dala hčerka tega gospoda v Tržiču. Se pravi, kljub vsemu je ta fond te literature po Sloveniji krožil in če Ivo v tisti najni polemiki pravi, da so po vojni ogromno količino črnih bukev uničili, je pa kljub vsemu so ostale. Zdaj pa prihajamo pravzaprav že direktno do črnih bukov. Ta gospod vidite, da piše na tejle podobci, ki je se pravi ženo ubijajo, on po njega potem so domnevali v Iljonžgev, ampak dejansko je ubit v Mačkovcu. In za Mačkovc je ta, črne knjige nimajo zelo natančnega, ampak vidite, da je Žnidar Šečivan med žrtvami, ki naj bi bili ubiti v Mokrcu in na Mačkovcu. Potem je pa pri otrocih, se pravi, ta družina ima 4 otroke, ostanejo sami, preganjani. Eden od njih se znajde celo letnik 32, Bežina Koroško se znajde pri Petričku. In potem je ta opis zelo malo meglen, poklali so 40 nezanesljivih ljudi. Med nami je gospod Aleš Vest, lastnik tega gozda, ki je dal pobudo za prekop. In ko smo tam prekopali, se je od vseh teh žrtev najdlo 19 nepopolnih skeletov. Ampak to je približno ta pot, ki nas čaka za vsako preverjanje in podrobnosti v zločinu, se pravi klanje, žrtve in storilci se je prišlo približno ven. In spet, če vzajemo črne bukve, pogledajte prav, ugotovljenih je 329 žrtev, 758 v Kočevju in Ribanci in ima hipotezo, da je bilo 700 ljudi pobitih. Seznami, ki jih pa govorijo nekaj nad 600. Se pravi, črnim bukvam, čeprav so bile pisane pod nemško okupacijo in so imele cel kup teh propagandnih učinkov, ampak predvsem so izraz stanja, ko je državljanska vojna prišla do konca. Ampak faktografijo, koliko to držijo, in potem ta naš temeljni problem razmerje med partijo in Osvobodilno fronto. Se pravi, je tukaj izredna dobra analiza, ampak pogledajte, to je konferenca v Cinku. Ta zapisnik bi nedvomno šel v super tajni arhiv in ga ne bi nikdar objavil, če ne bi bil znan že med vojno, ampak kaj pravi na primer Kidrič? Z vso ostrostjo proti popuščanju, revolucionarni red proti Beli gardi, en sam postopek proti Beli gardi fizičnega uničenja, z vsemi silami za uničenje. V teh so rekli, ta konferenca je v bistvu slovenski Mein Kampf, tam ni nobenega govora o okupatorju, samo o Beli gardi. In tukaj pa gledajte, to je spomenica, ki je naša družina dobila za mojega strica in piše, se je odzval poziv komunistične partije za zmago ljudske revolucije. Ne bi se pa danes pogovarjala, je bila revolucija ali ne. In potem je obstajal projekt o izdajanju virov narodnega zdajstva in kontrarevolucije, to je bilo leta 1979. Predvidoma se ni izšel, ker so večino virov zgubili. To, kar se je citira, tega ni več, ampak vidite, da revolucija in kontrarevolucija, se pravi, državljanska vojna je tisto,
v kar nas tudi črne buke vpeljujejo in kar je Tamara temeljni mehanizem vzpostavitve državljanske vojne povedala. Potem je pa seveda en podatek, a ne prav izgube do leta 1943 italijanske so bile največ 800 mož. Danes vemo, da je bilo to nekaj nad 900, a ne, ampak dejansko tudi to je korekten podatek, a ne, se prav v bojih s slovenskimi partizani pade verjetno manj kot 3-4 tisoč okupatorjevih vojakov. Spet je temeljni pojav, glede na to, da imamo 30 tisoč mrtvih v Bratobornem obračunu, je državljanska vojna temeljni pojav. In to, kar je Tamara vprašala, to geslo, zakaj smo tako neobčutljivi. Geslo Jaz sem huda jama je v bistvu zelo, ki ga je gospod načasniku dal, je zelo pomembno, ker brez tega gesla pravzaprav se Slovenci ne bomo zmogli spustiti na tisto raven, ki je za razumevanje tega postopka pravilna. In tukaj tudi ne 50 atentatov v Ljubljani, danes vemo, da jih je bilo več, ampak strela se Slovence. Dan ustaje slovenskega naroda proti okupatorju je strel na Slovence. Tukaj drugod po Jugoslaviji. In zdaj pa, kar je pa temeljna kvaliteta črnih bukov, je pa tisto, kar se je, glede na to, da je bil sistem po vojni tak, da je ščitil zločince, jih heroiziral, tabuiziral, diskriminiral, segregiral, stigmatiziral žrtve. Tukaj so pa le te bližine storilca in žrtve so, ne, Mulca, Lojs, Fajdiga, Vlado, obstreljeni Palčič, Jakob Sereši. To so predvsem prizori, ki jih je tudi zlasti Ivo potem raziskoval in uporabljal. Potem spet hči, ki ubije očeta. Skratka, ta globina spora, ki dejansko preseka tudi družine, je iz črnih bukev izrazito vidna, a ne? In pa tisto, kar pravzaprav šele postaja predmet razprave, se pravi 4 otroci, 3 otroci, 5 otrok, 4 otroci, sirote, ki postajajo, se pravi, verjetno več kot 15 tisoč in ki so najbolj zaznamovane žrtve do današnjih dni. Potem so spet ta mučenja, rezanja, majnik z imenom James. In pa to so pa zdaj prizori, kjer lahko seveda ali govorimo o mitologiji, ki je samo po sebi zanimivo, ali pa govorimo o dejstvih in to je treba raziskati. Se pravi, v tej bližini med storilcem in žrtvijo je tisti temeljni izziv, ki je nedvomno. Prizor za prizorom bo treba raziskati in vsakega dojeti, da bomo poskušali razumeti, do koliko daleč je ta bratomorni spor šel. Z nami je tudi Milanka Dragarjeva, ki me je upozorila, da se pravi opis smrti Lojzeta Grozdeta, ki je pravzaprav ekshumacijski zapisnik, zdaj ne potrjuje lomljena kosti. Ampak se pravi, to so lahko ti mitološki dodatki, ki so v vsakih zgodbah rojevajo, ne? Ampak nedvomno, skratka, to je 4200 takih usod je bilo teh umorov, ne samo na civilisti, od tega čez 98% brez sojenja. Se pravi, Janez Semič. To so vse stvari, o katerih se lahko pogovarjamo. Tukaj so skupaj. Kaj je bilo in kaj ni bilo. Je pa zanimiv tukaj seveda ta odnos z Italijani, koliko je bilo partizanske kolaboracije z Italijani in pa ta prizor pri ljubljanskih racijah, kako je po partizanski varianti naj bi se pravi protikomunistični konfidenti delali selekcijo, tukaj je pa verzija, naj bi komunistični konfidenti delali selekcijo za racije. Sprav to so stvari, ki jih raziskati treba. Ta zgodba je zelo zanimiva, tu sem se res verjamem, da je te lahko prebrala, ampak naj bi Italijani imeli kompletne podatke o partizanski vojski in niso ukrepali. Je tudi ime konfidenta, se pravi Preželj Jožeš, študent iz Novega mesta.
To se da vse raziskati. Ampak ta nivo raziskave je pač treba narediti. In volitve seveda in seveda komunistični monopol, zelo lepa analiza z dokumenti podprta, se pravi, od 52 poslancev je, tukaj 32 bi mogli biti, 28 komunistov, samo 4 ne komunisti. Se pravi, tudi črnomaljski zbor komunistično zborovanje. In to so vse stvari. In zdaj veš tukaj gospoda Lojza Hudnika pozdravil, on je sin gospoda Hudnika in Marije Hudnika, ampak vejte, v Črnih Bukah so 4 hudniki v seznamu in kot vidite, jih je pa na fotografijah v Črnih Bukah, jih je pa 7, ne? Ampak objava v iz leta 43 pa kaže 8 hudnikovih žrtev, ne? Pa 9 pravzaprav, ne? Ker sta tukaj še Matija pa mama, ampak skratka, tu je v bistvu najhujši komunistični zločin na družino, po moje. Potem pa iz zaplembenega zapisnika vidimo, da je bil takrat zadnji še živeči Miha v zaporu in ga tudi potem ubijajo, ne? Se pravi, imamo dogodek, kjer je, se pravi, partizan Tone Jakše ima za ljubico Ivanko Hudnik, ko ga iščejo partizani in ga partizana ubije in potem ubijajo Jakšetovo mamo in pa vse Hudnikove. Ivo Žajdeja je v Slovencu napisal članek, da je najden grob po 50 letih, potem je gospod Hudnik s sestro mogel razglasiti svoje zamrtve, da je lahko uveljavljal pravice. Potem je Janko Maček leta 2011 in objavil v Zavezi izjemno analizo naredil o industriji strahu v letu 2040, tam o Dolomitih. In potem sta edina preživela, se pravi, Lojze in Marija Vera sta napisala vlogo za popravo krivic in se potem odločila za prekop, ki ga bomo izvedli zdaj, ne upam, takoj, ko bo sneg nehal. In to so čisto normalne procedure, ki jih bomo mogli zmoditi, skratka, da bomo vseh teh 1000 pa 4000 zraven, pa nekaj 1000 od partizanov umorjenih partizanov in nekaj 1000 iz protokomunističnih enot, pa 15000 po vojni umorjenih in tako naprej, da bomo vsega posebej razumeli približno na tej ravni, kot nam narekujejo Črne Buke. In zato jaz mislim, da je temeljno sporočilo teh knjig je pravzaprav prihodnost, izziv, kaj moramo še postoriti. Hvala lepa.